Ali je telefona ali računalnika lahko preveč? Če na internetu ali na mobilnem telefonu preživiš veliko časa, dolgo v noči na skrivaj, zaradi česar ti gre slabše v šoli, se manj družiš s prijatelji, te bolijo hrbet in oči, je to lahko znak zasvojenosti s tehnologijo. Poskusi sam zmanjšati čas uporabe, sicer pa si poišči pomoč pri starših, v šoli ali pokliči na Tom telefon na 116 111. Tina, dobrodošli na 3. dnevu 15. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Danes se nam bodo predstavili mladi centra IRI za slepe in slabovidne. Svoj čas zelo radi preživljajo ob petju in plesu. Na podružnični šoli Vrhpolje prepeva pevski zbor Pojoče čebelice. Zapeli bodo pesmico Juhej si zapoj. Učenci Ovi Jarši bi radi svojim prijateljem povedali, da jih pogrešajo in da jih imajo radi. Otroci vrtca osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava nam bodo zapeli pesem Kje je luna. Skupina Ježki iz vrtca Sončni žarek nam bo predstavila dramatizacijo pravljice Velika skrivnost. Iz Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru nas bosta pozdravila navihana Žabec Luka in Pika Polonica Špela. Zanja pa nas Valvazorjeva knjižnica Krško vabi, da prisluhnemo ljudski pravljici. Poglejmo si vse te prelepe nastope. Kaj
Zgodilo se je, na zviru skrbi, zaprti razrede, smo zdaj vsi, le tu nič več tam. Če bi morda želel od tukaj drugam, da prijatelja bi obil, da z njim bi vsaj malo klepetal, kot že včasih se smejal, risal po zraku želje mu, oblaku pozdrav poslal. Saj ni prešita je stopnica, kar danes kruta je resnica, saj jo tu zmorem sam, ker znam, a nič za to. Znam plesati v temi in peti v tišini, zgodbo zase brati, a tebi pač med vrati, risati po zraku, bivati v oblaku, dokler ne pride dan, ko se to tebi dam. Zgodilo se je in vsi le hitimo, od točke do točke, vedno iste, danes bolimo, se trudimo vsi, učenci, učitelji, bližnje okolje, da pride dan, ko nam bo bolje. Do takrat pa sam se bom igral. Nosil bom masko in prav ravnal, ko nam bo roke bral, da bom le zdrav ostal. Če tudi prešteta je stopnica, v vetru risbice bo zate. In če te ne bom obiskoval, obljubim, da bom vsak dan mislil nate. Saj nič za to, znam plesati v temi in peti v tišini, zgodbo zase brati, a tebi pač med vrati, risati po zraku, bivati v oblaku, dokler ne pride dan, ko se to tebi dam. A nič za to, znam plesati v temi in peti v tišini, zgodbo zase brati, a tebi pač med vrati, risati po zraku, bivati v oblaku, dokler ne pride dan, ko se to tebi dam. Obljubim, da bom vsak dan mislil nate. Che è luna, sonte.
našla. In reče: Draga moja, sino si nikomur to ne povem. In skrije svojo skrivnost. Nato mimo pride Zaježka. Ježek teka, teka in se pokani, jabolka in hruške nabada tiki. To je moja, sino si nikomur to ne povem. In Ježka grepka nazaj. Nato priskakljajo zajčki, zajček dolgoušče, bil imaš kožušček, iz trkačke ustne zobke, dolge brke, reper sil. Kaj si skrila? To je moja, sino si nikomur to ne povem. Zajčki gredo nazaj domov. Nato mimo priskačejo veverice. Veverica, veverica, skoči sem, skoči tja. Skokaj na vrh, slise, slise, se pomahnja. Skokaj na vrh, slise, slise, se pomahnja. Veverice pridejo do miške. Kaj si skrila? Moja, sino si nikomur to ne povem. Veverice gredo nazaj domov. Nato pa pridejo medvedi. Medved, kosmati, vesolj, vrno, vrna, slišeti posilja, zaspano vodenja. In pridejo medvedi do miške. To je moja, sino si nikomur to ne povem. Medvedi gredo domov. Nato pa še mimo priskakljajo žabice. Mala žaba sredi mnenja, se uči reklanja. A reklanja je umetnost, R je treba znati. Pa se trudi mala žaba, rega, rega, pa. Žabica pa kar po svoje, lega, lega, pa. To je moja, sino si nikomur to ne povem. Skačejo nazaj domov. Nato pa zapiha veter močan. In miška, kaj je to? Jabolka. Miški naskrižnost in miška povabi vse živali, da pridejo do jabolka. Bravo! Pozdravljeni otroci, danes smo z vami žabec Luka. In Pika Poka Špela, zaplešite z nama!
Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Danes vam bom povedala pravljico z naslovom Janček Ježek. Pred davnimi časi se je dogajalo mnogo čudežev in prav takrat je živela mati s svojim sinom Jančkom. Živela sta v mali hišici blizu gozda in nekega dne, ko je mati mesila kruh, je Janček pomagal mesiti in mešati testo, pa je rekla mati svojemu sinčku: "Beži no, Janček Ježek, beži no." In takrat se je zgodil čudež. Mali Janček se je spremenil v ježka. Kar naenkrat ni bilo več Jančka, ampak je bil tam zraven matere ježek. Joj, kako je bilo hudo mami, ko je zagledala tega ježka. Kako ji je bilo žal, da je to rekla. Ampak ni bilo več pomoči. Zdaj je moral ježek od doma, kajti za ježka pa res ni prostora v hiši. Tako je jež skozi vrata počasi odlezel po poti, po travniku naprej do gozda. In ko je prišel v gozd, je bil ves žalosten. Iz oči so mu tekle solze in milo je jokal. Ni vedel, kaj bi zdaj. Kako naj živi zdaj kot jež? Poiskal si je čez nekaj časa eno votlo drevo. Pod koreninami tega drevesa si je Janček Ježek pripravil čudovito domovanje. Nabral si je listja in trave in si postlal in imel prijetno bivališče. Napravil si je tudi zalogo hrane, tako da je lepo preživel tudi vsako zimo. In tako se je ježek navadil življenja ježa. In tudi tega gozda gozd je poznal do čisto vsake podrobnosti. In tako je v tem gozdu živel dolgih 7 let. Po 7 letih pa se je zgodilo, da se je po tem gozdu, kjer je ježek živel, sprehajal en grof. Grof, ki je živel v graščini na drugi strani gozda. In ta grof je hodil na lov, ker pa je prehodil cel gozd, se mu je zgodilo, da se je v tem gozdu zgubil. In naenkrat ni več našel poti domov. Zdaj je postal pošteno zaskrbljen in ni vedel, kaj naj stori. Pa je sedel ravno pod to drevo, kjer je bival ježek. In tako sedi grof tam blizu pod drevesom, spodaj pri koreninah pa je bil ježek. Veselo si je požvižgaval ježek in zadovoljen čakal, kaj se bo zgodilo. Žvižga in žvižga ježek, grof pa posluša. Si je mislil grof, ja, od kje pa tole, od kje pa ta žvižg, le kdo žvižga, le kdo je tako dobre volje? Pa je kar vprašal, kdo pa si ti, ki si tako veselo požvižgavaš? Ja, jaz sem tisti, ki ve,
kako ti prideš do doma? O, kako pa ti veš, da sem se izgubil v tem gozdu? Vem in vem tudi, kakšna je pot do tvoje graščine. Ja, potem pa je grofa začelo zanimati. Ja, kako pa veš? Boš že videl, samo obljubi mi, da mi daš, zato ker te odpeljem do doma, plačilo. Pošteno plačilo hočem. Ja, kakšno pa potem, je rekel grof. Ja, hočem eno tvojih hčera za ženo. Pa si je mislil grof, kar naj me odpelje do doma, saj mu jo ne bom dal, obljubil pa bom. In mu reče, seveda, seveda, kar jutri pridi po plačilo. In potem sta se odpravila po poti proti graščini. Ježek ga pripelje prav do graščine in se vrne nazaj v svoje bivališče. Grof je brž, ko je prišel domov, povedal svojim 3 hčeram, kaj se mu je zgodilo. Povedal je tudi, da naslednji dan pride po plačilo Ježek, in sicer zahteva eno od hčera. Zato naj poskrbijo, da bodo vrata gradu zaprta in jež sploh ne bo moral do njih, pa naj ga kar skozi okno opazujejo. Ježek pa si je v svojem bivališču veselo požvižgaval, kako se je veselil naslednjega dne. Kako se je veselil naslednjega dne, ko bo šel iskat svojo družico. In res, že zgodaj je vstal. Je šel na polje in si nabral raznih lepih rožic, en lep šopek rož. Se je okrasil in potem se je odpravil proti graščini. Ko je prišel na grajsko dvorišče, je potrkal na vrata, ampak vrata so bila zaklenjena. Opazil pa je, da skozi okno opazujejo njegov prihod, prav tiste 3 deklice. In ena od teh naj bi bila njegova žena. Le kako naj pridem do njih? Pa zagleda petelina, ki se sprehaja po dvorišču. Si misliš, kar nanj ga skočim in me odnese na okensko polico. In res se je tako zgodilo. Prav naenkrat je stal jež pred temi 3 deklicami in vpraša prvo: Ali me hočeš za moža? Pravi prva: O, ježa, da bi imela za moža, kaj tacga, še grofa ne maram, kaj šele, da bi imela ježa. Pa potem vpraša drugo: Bi me morda ti vzela za moža? Ne, pravi, kralja čakam. In potem se obrne k najmlajši, najbolj zali deklici, pa jo povpraša, če bi ga morda ona vzela za moža. Pa pravi najmlajša: Ja, jaz pa te vzamem za moža, ker si rešil mojega očeta iz gozda. In tako je grof moral izpolniti svojo obljubo.
Svojo najmlajšo hči je moral dati Ježku za ženo. Sedla sta v kočijo in se odpeljala k poroki. Ko sta stopila pred oltar, se je zgodil čudež. Ježek se je počasi začel spreminjati v čudovitega mladeniča. Kako je bila nevesta vesela, ko je pogledala ob sebi lepega moža. Ostali dve sestri pa sta bili nevoščljivi in sta zavistno gledali proti njima. Najstarejša je rekla: "Meni ga daj, jaz te vzamem za moža." Tudi druga bi ga rada imela, vendar mladenič je rekel: "Nobene druge nočem kot tole deklico, ki me je rešila ježeve kože." In potem sta srečno živela do konca svojih dni. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.